Evo naju na vročem stolu. Kako sta vidva? Midva, lepo sveže poročena, kot vsi. Ampak se nisva še naužila skupnega zakona. Glede na to, da sta malo v zaostanku, boste pa povedala, kako sta se imela pa vidva ta teden preko videa. A sta se kaj videla, sta se kaj slišala? Čist fajn v pižame. Ja, midva sva imela digitalni honeymoon. Se pravi, sva ostala povezana preko Messengerja, se pravi preko družabnih omrežij oziroma Zooma, zoomirala sva, se pravi, sva se videla, sva se pač kar veliko pogovarjala. To ne nadomesti fizičnega stika, tako da pač za to priložnost, mislim, za to danost sva bila prikrajšana, ampak mislim, da bova tudi še vse nadoknadila. Sem prepričana. Ampak kako pa je bilo? Smo kar malo pozabili na poroki, pa to sta pa doživela, pa prvi vtisi, pa občutki. Kako je bilo, Aleksander, ki si jo zagledal? Super feeling, ko sem videl, ko je prišla ven iz limuzine. Z limuzine. Jaz sem si tudi izželela nekoga, čeprav nisem imela nekih zunanjih preferenc, kako ne bi on izgledal. Sem na poti do kraja prizorišča potem rekla mojemu bratu, ki je bil moja priča in zraven, jaz mislim, da me čaka tam temnih oči, v sivi obleki, ampak potem sem premislila in sem rekla, ne, če je temen, nima sive obleke, ima sigurno modro obleke in točno tak je bil. Smo slišali, da te je navdušilo tudi njegovo darilo. Kaj pa je bilo to? Aleksander mi je za darilo pred poroko poslal Sveto pismo in čokolado, da ne pozabim. In čokolado, tako je pač mislim, da darilo predvsem veliko pove o tistemu, ki daruje, ne? In pokazal je na ta način po moje dve svoji glavni lastnosti, in sicer, da je duhoven človek, da je notranje prebujen človek, da goji neko duhovnost, da mu to veliko pomeni, obenem pa v bistvu čokolado čutim kot en znak oziroma en simbol hedonizma. Se pravi, da je tudi človek, ki zna uživati življenje, s tem sporoča, da je človek, ki rad uživa, ki pač se veseli radosti življenja, in mislim, da je paket, ki združuje obe plati, ki sta po moje pomembni za kvaliteto življenja. Super. Kaj pa ti, Aleksander? Kaj praviš? Glede darila? Kako si... On je bil Kako si ga ti spoznal? Gadžija. Ja, ne. Dolgi leti nisem spoznal tak karakter žensko. In da, ful mi je všeč tradicionalne vrednote, katere sem opazil, da jih goji, umirjena, ve, kaj hoče, ve, kaj noče. Tako da, imaš šanso. Odlično. Torej ste se začutila tudi na razdaljo, kot ste? Ja, bi rekel tudi. Mislim, da ja. Zelo lep par sta. Ja, zelo. Tudi pomembno je, da imate te skupne neke vrednote že, da ste odkrila to, da oba imate neke vrednote, ki vas povezuje, tako da to je res lepo. Ja. Je kaj takega, kar bi si želela pa mogoče spremeniti ali pa mogoče drugemu povedati, da bi si želela, da je mogoče drugače v naslednjih dneh? Jaz mislim, da nisem imela glih dovolj cajta fizično biti skrb dovolj, da bi še vedela, vsaj zase lahko rečem tako, da rabim, jaz tudi da rabim še ene par dni, da bi vedel, kaj bi več želel. Zaenkrat je v redu, ampak ne. Pa dajmo najprej pogledati vajine odločitve, pa bomo pol videli, če bomo kam lahko poslali. Katja bi bila lahko prva. Bom jaz prva, ja. Bom jaz prva. Pokaži, kar po moje, Aleksandru. Najprej Aleksandra. Ostaja. A res? Kaj si da ostaja? Si preseneča. Očitno. Odlično. Torej, ker niste uspela iti na poročno potovanje,
zaradi okoliščin, kakršne so pač bile, Ja. boste šla na poročno potovanje v naslednjih dneh, da se bolje spoznata. Ja. Tako? Ja. Jaz se vam zahvaljujem za vajno iskrenost in za vajen čas in vam želim vso srečo do naslednje ceremonije. Hvala tudi vam. Super, hvala ti. Uživajte.